No, danes smo predstavili izsledke raziskave, ki smo jo z IPROM-om skupaj izvajali konec poletja. In sicer glavna tema je bila medijska potrošnja. Ključni rezultati kažejo, da se pametni mobilni telefoni so se začeli masovno uporabljati. Penetracije so med uporabniki interneta dosegle 85%. To nam da iztočnico za naprej, kako se danes nasplošno že konzumirajo vsebine. Kar smo opazili je, da je nekoliko padel delež v nekem povprečnem dnevu, koliko potrošniki gledajo TV v živo. Celo pri generacijah najmlajših, do 21 let stari, generacija Z, ki prihaja zdaj, smo opazili, da že pogosteje gledajo TV v zamiku, kar nam pač da vedeti, da ta generacija, ki zdaj prihaja, je pa prva indikacija na to, da bo precej drugačna. To je generacija, ki veliko bolj intenzivno uporablja YouTube in podobne streaming storitve na internetu in raje konzumirajo vsebine skozi video, skozi slike in nekoliko so bolj zadržani do besedila, do teksta, do črk v končni fazi. Povečuje se uporaba digitalnih medijev, povprečen uporabnik uporablja vsaj 2 napravi. Posledično, ker se povečuje uporaba digitalnih medijev, se seveda investicije v digitalne medije, v oglaševanje v digitalnih medijih povečuje na letni ravni od 20 do 25%. Potrošniki imajo radi personaliziran nagovor, za sabo puščajo množico podatkov, seveda vejo zakaj, z namenom seveda, da dobijo personalizirana sporočila. Mlajše generacije spremljajo medije nelinearno, veliko je uporabe družbenih medijev. V prihodnje lahko pričakujemo, da se bo rast uporabe digitalnih medijev še povečala. Povečuje se tudi nakupovanje preko spletnih trgovin. Opažamo pa, da mlajše generacije v primerjavi s starejšo generacijo uporabljajo druge družbene medije, in sicer tiste, ki bazirajo na sliki in videu, se pravi Instagram, Snapchat, dočim starejše generacije pa uporabljajo še vedno več Facebook.